Zahvaljujem za vaše zanimanje za ta dogodek. Veste, ta dogodek ni sicer velik korak za človeštvo, je pa, mislim, da zelo pomemben korak na poti od besed k dejanjem, da država po toliko letih samostojnosti končno dobi lastni, dober, kvaliteten informacijski sistem, ki bo podpiral vse volitve. Enovit, podpiral pa vse volitve v Republiki Sloveniji in referendume. V preteklosti se je seveda o potrebi po zagotovitvi takšnega sistema veliko govorilo. Midva z direktorjem Državne volilne komisije sva se sešla zelo kmalu po ustanovitvi te vlade in skupaj s službo za lokalno samoupravo tudi načela to vprašanje in seveda relativno hitro smo se zedinili, da takšen informacijski sistem potrebujemo ne samo zato, da bo cel postopek bolj racionalen tudi z finančnega vidika, ampak predvsem zato, da bo država lastnica tega sistema, da bo imela avtorske pravice, da bo upravljala s tem sistemom in da bo le v tisti najnujnejši meri odvisna tudi od zunanjih izvajalcev. Predvsem pa bo naše vodilo pri tem, ko bomo ta projekt pripravljali in ga potem tudi implementirali, absolutno zagotavljati čim večjo varnost. Vemo, da absolutne varnosti na tem področju ni, ampak seveda zahteve po čim večji varnosti pa bomo absolutno zasledovali. Mi smo si s tem dogovorom zastavili tudi nekatere roke. Torej, nismo samo ustanovili neke komisije, komisije se navadno ustanavljajo zato, da izgubljamo čas, na koncu gre mandat skozi, pa se nič ne zgodi. Zato želimo biti zelo operativni in od tod tudi ta podpis dogovora, ki je sicer simbolne narave, tudi brez tega vemo, kaj nam je storiti, pa vendarle neke zaveze pa s podpisom vendarle obstajajo. Mi smo si določili tudi časovne roke za posamezne korake, da pridemo do konca, na koncu do tega informacijskega sistema. Ti roki bi lahko bili tudi nekoliko krajši, vendar veste, da smo v Sloveniji tudi v fazi spreminjanja volilne zakonodaje, kar nam bo vendarle narekovalo tudi pri izdelavi tega projekta nekaj počasnejši tempo, da mi ne bi s tem informacijskim sistemom seveda prehiteli rešitev, ki jih bodo vnesle spremembe v volilni zakon. Zato se morda rok, da bo ta enotni informacijski sistem podpiral volitve v letu 2022 in naprej, zdi v tem trenutku dolg, sicer za pripravo takšnega projekta niti ni tako dolg, kot rečeno pa lahko bi bil tudi nekaj krajši, ampak ta vidik spreminjanja volilne zakonodaje vendarle moramo upoštevati. Navadno je seveda vprašanje tudi, koliko bo vse skupaj stalo. Zdaj povem jaz, gospod direktor, ali boste povedali vi. V glavnem dogovorili smo se, da bomo seveda tako Državna volilna komisija kot Ministrstvo za javno upravo poskrbeli za zagotovitev finančnih sredstev za izpeljavo tega projekta. Po precej natančnih ocenah računamo, da bo treba zagotoviti okrog 1,5 milijona, vendar je v ta znesek so vračunani tudi vsi za nekaj let naprej nadaljnji postopki vzdrževanja tega programa, osveževanja in karkoli je po tehnični plati tukaj že potrebno. Tako da zdaj številko sem jaz povedal v vsebini verjetno in o tem, kaj nas je navedlo, da smo šli v ta projekt, pa morda še direktor Državne volilne komisije, ki pa se mu seveda ob tej priložnosti moram res zahvaliti odlično Ministrstvo za javno upravo in sploh država
sodeluje z Državno volilno komisijo in jaz sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Gospod direktor, beseda je vaša. Hvala za besedo, hvala spoštovani minister. Ne vem, če sem si pravzaprav zaslužil take čestitke, ampak kakorkoli že. Jaz bi mogoče dopolnil ministra samo v enem delu. Drži, da tak enovit sistem informacijski nujno potrebujemo. Moja ideja iz leta 2012 je bila, da do tega sistema pridemo, vendar splet okoliščin in menjave vlad so privedli do tega, da nikoli nismo mogli priti do te točke, da z ministrstvom dogovorimo, kaj bo kdo delal in zakaj je odgovoren. Gre za nek sporazum, ki na nek način zelo racionalno rešuje to vprašanje, ker bi lahko Državna volilna komisija tudi imela svoj vzporeden sistem, ki bi bistveno podražil celotno zadevo. Treba je tudi poudariti, da ima ministrstvo ustrezne kadrovske resurse zlasti na področju informacijske tehnologije, varnosti, tako imane tehničnih specifikacij, ki jih mora vsak, ki v tej državi upravlja nek informacijski sistem, upoštevati, da ima ministrstvo direktorat za javno naročanje, ki skrbi za javno naročanje v državi in potem seveda ne potrebuje teh kadrov Državna volilna komisija, se pravi njena služba. Da je ta program nujen ni samo zato, da do sedaj to rešujemo parcialno s 3 zunanjimi izvajalci, ki, bodimo iskreni, so od leta 2011 bistveno pocenili svoje storitve na podlagi ugotovitve Računskega sodišča. Pa še vedno smo, po moji oceni, po stroških prvaki v Evropi. Za primerjavo povem, če so zadnje volitve v Državni zbor, informacijska podpora, ki jih je plačala Državna volilna komisija, znašali približno 220 000 evrov, za vsake volitve na Hrvaškem porabijo 1,5 milijona evrov. Mi bomo na oceno, končna ocena bo pa seveda dana šele takrat, ko bomo spisali kompletno razpisno dokumentacijo. In tukaj prehajam na drugi namen. Mi bomo poskušali v tej prvotni fazi pripravi razpisne dokumentacije, se pravi, da po vsebinski plati povemo, kaj želimo od zunanjih izvajalcev, kje je tista podpora nujna, predvsem zaradi tega, da bo delo volilnih organov racionalnejše, učinkovitejše in hitrejše. Sami vemo, da volilni postopki tečejo ne glede na dele praznike. Se pravi, osnovni namen je, da tudi vse, kar da z nekim tehnim premislikom, informacijsko tehnologijo zlorabimo v svoje lastne namene. In tisto, kar bi posebej poudaril, v tem projektu ne bo narekoval tempo zunanji izvajalec ali informacijska tehnologija, ker oni znajo narediti prav vse, ampak bomo mi povedali, vsebina bo narekovala tempo. Gre za 3 sklope informacijske podpore. Prvi je tako imenovani kadrovsko-finančni model, kar pomeni, da moramo mi sprocesirati preko 20 000 članov volilnih odborov, ki jih imenujejo okrajne volilne komisije. Vse to mora biti izplačano, zato imamo povezljivost z sistemom MFERAC, se pravi na Ministrstvu za finance. Drugo, kar razmišljajo, je, da bi, če bo ustrezno temu, imamo mogoče tudi srečo, da bomo lahko tudi v zakonu, ki bo odprt, zakon o volitvah v Državni zbor, uredili tudi morebitno vprašanje glede vlaganja kandidatur. Moja ideja je, naša skupna ideja je, da bi lahko se kandidature vlagale končno online. Se pravi, da kandidatne liste, politične stranke lahko vlagajo direktno v sistem, ne da se pretipkava kot v srednjem veku. Potem imamo odprto vprašanje obveščanja volivcev, če bomo imeli ustrezno pravno podlago. Drugi model je torej takovani kandidacijski postopek, potem imamo še tisti, ki je ključen in za katerega mora absolutno verifikacijo podati Državna volilna komisija, je pa podpora ugotavljanja izidov glasovanja. Gre za podporo, ko se vnašajo glasovi
od spodaj na vzgor, da te stvari korektno tečejo, da so izračuni volilnega izida po različnih volilnih sistemih pravi, pri čemer poudarjam, da za vsakim tem vnosom je papirni dokument, to pa je zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja na posameznem volišču, na območju kraja, volilne enote in potem končno zapisnik, ki ga sprejme Državna volilna komisija. In potem je še en sklop te informacijske podpore, to, kar pa ste deležni tudi na vsakih volitvah, pa je prikazovanje izidov glasovanja na spletni strani DVK, se pravi, mi smo že v preteklosti prišli iz statičnega v dinamičnega in za volitve predsednika republike smo tudi od medijskih hiš dobili kar lepe priznanja, da znamo modernizirati zadeve, skratka, da so delni izidi takoj po zaprtju volišč, ko se enkrat začnejo vnašati online, dostopni, kar povečuje seveda transparentnost, zmanjšuje dvome volivcev v kakšne preigravanje. Skratka, ta informacijski sistem definitivno bo vplival tudi na večjo transparentnost in s tem seveda na samo legitimnost volitev in zaupanje volivcev, državljanov v institut volitev. Zdaj pa še kakšno vprašanje?